Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci v novi oddaji Tangente. Z vami sem Peter Černe in pa z mano je, kot ponavadi, tudi Janez Gorenc. Živijo, lepo zdrav sem. Torej, lepo vas oba pozdravljava v novi oddaji. Danes nas čaka zelo zanimiva tema. Tema politike, namen politike, pojem skupnega dobrega in podobne stvari, o čemer bomo razpravljali skupaj z današnjim gostom, ki je Peter Merše. Živijo, Peter. Živijo. Torej, na začetku bi najprej povabil kar lepo našega gosta Petra, da kaj pove na kratko o sebi, kar izvoli. Ja, jaz trenutno recimo se v bistvu večji del časa ukvarjam z pisanjem, z novinarskim delom za portal Domovina, tako da se s tem področjem precej na dnevni bazi srečujem, ukvarjam, spremljam politiko, tako za lastno veselje, kot pač tudi seveda za potrebe službene, če lahko tako rečem. Drugače sem pa tudi bivši kolegic, tako da mi je to okolje precej domače. Torej, danes se nam sigurno obeta ena zanimiva debata, ki bi jo začeli z izhodiščem, ki je izjava papeža Pija XI, ki je rekel, da je takšno področje politike, ki zadeva interese vseh družb in ki je v tem pogledu področje najširše dobrodelnosti, torej politične dobrodelnosti. Naprej nadaljuje, da je politika najvišja oblika dobrodelnosti, ki zaostaja le za versko dobrodelnostjo do Boga. Spravi, tukaj vidimo povezovanje pojma politike z pojmom dobrodelnosti, ker se meni osebno zdi nekaj, kar bi se lahko marsikomu zdelo kot nekaj precej nenavadnega, namreč danes se mogoče večini ljudi zdi, da je politika enostavno nek umazan posel, ki mora obstajati zato, da lahko mi živimo, spravi neke sorte nujno zlo. In papež Pij XI nam tukaj podaja z tega gledišča eno tako skoraj absurdno stališče. In me zanima najprej, kako je politika res lahko dobrodelnost? Kako se to kaže v vsakdanjem življenju, tako kot politiko srečujemo v vsakdanjem življenju? Kako je lahko to dobrodelnost in ali smo danes že, v kakšni meri smo skrenili z te poti danes, recimo? Ja, meni se zdi, da če pogledamo recimo iz gledišča današnjega slovenskega kristjana, nam je mogoče to res malo čudno, ker smo, se mi zdi, bili precej navajeni na to. Prej smo imeli recimo 45 let diktatorski sistem, predtem smo imeli tudi neke vladarje od zunaj, ki jih neki naši interesi ali pa naše dobro ni posebej zanimalo, pa niso temu posvečali posebne pozornosti, tako da se mi zdi, da je ta občutek, ki si ga omenil, odnosa do politike med Slovenci, še posebej pa kristjani, precej zakoreninjen. Je pa tako, da po svoji logiki politiko rabimo in če je dobra, potem je lahko naredi res veliko dobrega. Zdaj, vprašanje je pa, če je dobra. Ja, ker se zdi nekako kontraintuitivno. Vsaj meni, recimo, če pogledaš kakšne najbolj take klasične definicije politike. Jaz sem nekje prebral recimo res tako zelo splošno definicijo politike kot dejavnosti, ki nekako išče najlažjo in najugodnejšo pot do rešitve nekega problema. Se pravi, da ni to samo politika v tem strogem smislu, ampak tudi v širšem smislu. Ampak če pogledamo politiko recimo kot vodenje neke države, ali vodenje ljudi, ali kakorkoli,
je pa pač to urejanje družbenih razmer, ne, odločanje o družbenih razmerah, ne, in s pomočjo države oziroma nekih državnih organov, ne, in ta definicija nikjer ne predpostavlja, da mora biti ta politika dobra, ne, oziroma dobrodelna. Ne. In temu nasproti prihaja papež Pij XI s svojo izjavo o dobrodelnosti. Ne. Spravi, dobrodelnost je namen politike. Ne. Kaj ti meniš, Janez, o tem? Ja, mislim, da je že ime pove dobrodelnost, ne, da se dobro dela. Dobro delati za skupno dobro celotne družbe. Ne. Ja. To nas pa spet postavlja pod vprašaj, kaj je to skupno dobro. Ali je zelo, mislim, termin po eni strani je tako zelo idealen, ne, ampak zdaj ne vem, mi pride na misel tudi, morda tudi danes ne damo toliko pozornosti ali pa nas ne zaznamuje toliko rešitve, ki morda imajo en večji konsens. Ja. In jih ne znamo odvrednotiti, mogoče jih ne znamo tudi videti. Ne? So v bistvu grejo tiho mimo nas, medtem ko mogoče nas pa konfliktne situacije nas veliko bolj zaznamujejo, se pravi nas mogoče veliko bolj zažulijo, no, če rečem tako. Ja, tako da pol ostane ta grenak priokus, ne, in pozabljamo pa, da so stvari, ki grejo tudi v dobro države ali pa celotne družbe in dobro posameznika. Ne. Zdaj, jaz mislim, da namen politike je prav v tem, ne, da pomaga do določene mere posamezniku, da lahko pride do ene blaginje, ne, do svojega maksimuma. Ne. Zdaj, je pa to spet postavlja drugo vprašanje. Ne. Spravi, v bistvu, če prek tega prizadevanja, ne, za skupno dobro bi nekako lahko povezali politiko in dobrodelnost. Ne. Ja, jaz mislim, da je... V tem smislu je to najvišja oblika dobrodelnosti. Ja, tako. Kot pravi papež. Tako si jaz razlagam. Potem večje vprašanje, ne, kaj to skupno dobro je, kot si ti že nekako nakazal. A je možno, ne, sploh danes v neki pluralni družbi imeti enoten pojem skupnega dobrega? Ja, jaz mislim, tle je eno dobro vprašanje. A imamo v naši družbi kakšen skupni imenovalec, kakšno osnovo, kar je pač ne glede na to, iz katerega političnega spektra nekdo prihaja ali pa iz kateri politični opciji pripada, je kakšna stvar skupna, in mislim, da lahko najdemo recimo za začetek temeljne deklaracije o človekovih pravicah, po moje definitivno vsem skupna. Tudi recimo na ravni države je načeloma ustava ena stvar, ki je pač vsem skupna, da se vsi državljani ravnamo po tem, kar smo si pač zapisali v ustavo, in je recimo to nek približek, recimo, ki se mi zdi, da je možen tega skupnega dobrega. Ne. Pa še kakšna zadeva bi se našla, recimo, ki pač jo imamo lahko vsi ljudje skupno. Jaz sem dobra, si neka dobrobit. Ja. Dobrobit ljudi, razvoj, neka enake možnosti so pač dokaj univerzalna stvar. Bolj je razlika, se mi zdi, tle v različnih političnih opcijah, kako prideti do tega cilja, ki ga pač zasledujemo. Peter, ti si dejansko zdaj govoril o teh, o nekih skupnih imenovalcih, ki lahko potem predstavljajo to, kar vsi vidimo kot skupno dobro. Spravi, jaz recimo bi bolj konkretno tukaj recimo izpostavil, ne vem, možnost izobraževanja, dostopno zdravstvo, potem dostopna stanovanja, vse te možnosti združevanja, politično udejstvovanje, kulturno udejstvovanje, take stvari. Ampak mislim pa, da ni, ja, da to je res tako zelo, nismo še dosti razdelali tega pojma. Ne. Ker zdaj se zdi, kot da vsi nekako
si želimo te stvari, a ne, in smo vsi lepo na isti strani tukaj in se lahko med sabo razumemo, ne, in uporabljamo politiko kot orodje za doseganje teh enotnih ciljev. Ampak kot vidimo v realnosti, ne, še posebej v današnjem času, ne, je to daleč od tega. Se pravi, jaz sklepam tukaj, da dejansko imamo različne vizije glede tega, kaj je skupno dobro. Ne. Se pravi, mogoče ni dosti govoriti samo o teh skupnih imenovalcih, ki smo jih zdaj omenili, ampak so še neke druge stvari. Ne. Prav v demokraciji danes imamo možnost pravzaprav izpogajati, kaj to skupno dobro je. Ne. Ne, mogoče skupno dobro je lahko tudi nekaj, kar imamo vsi na obzorju, ne? Se pravi nekaj, kar gledamo. Ne? Jaz mislim, da dostikrat se tudi razlikuje prav v temu, kako do tega skupnega dobrega prideti. Ne? Recimo, vzamemo pozicijo, jaz ne vem, no, mislim, lahko se tudi motim, ampak jaz mislim, da nobena politična opcija v Sloveniji si ne bi drznila uničiti javnega zdravja, se pravi, da ga bi kar ukinila. No. Se mi zdi, da to je en tako skupno dobro, ki je samo po sebi pomembno v Sloveniji, no, ali pa tudi do dostopa do šolstva. Ne. Kar recimo v Ameriki se tretira, se na tem področju. Ne. Zdaj, dostikrat pa pride do konflikta, no, kako zdaj to v praksi udejanjati, ne. Jaz bi tle mogoče se ne čist strinjal. Ne. Zdaj, mislim, da lahko rečemo, da je neko zdravje, ne, kot tako skupno dobro. Ne. Zdaj, kako je pa zadeva urejena? Je urejena prek državnih bolnišnic, je urejena prek zasebnih bolnišnic ali kombinacije ali ne vem, bilo kakšnega načina. Mislim, to so pa te različne poti, ki jih pač različne politike ali pa različne ideologije recimo pač uberajo k temu, da bi prišli nekako do tega skupnega dobrega, ki je recimo zdravje. Ne. Zdaj, jaz pri tem javnem zdravju se mi zdi že tako težko bi se tle res rekel, da je to pač aksiom, od katerega recimo pač enostavno ne moremo odstopati. Ne. Nekateri so pač mnenja, da je recimo da bomo boljš prišli do tega cilja zdravja, recimo, če pač zadevo prepustimo na primer trgu. Tako da to je, se mi zdi, en tak pač pot, ena izmed poti, kako priti do tega skupnega cilja. Isto je recimo pri izobraževanju, kako priti do skupnega dobrega izobraženih ljudi. Ali je to prek javnih šol, ali prek zasebnih, ali prek kombinacije, ali prek neformalnega izobraževanja, ali prek česarkoli že, so pa različne poti, ki so pa stvar politike. V tem smislu pač, kje vidimo, da bi bila pač ena izmed možnih poti za rešitev, pa ni glih samo ena. Hočem reči to, da pač pot ni enoznačna. Mislim, da cilj je pač, vsaj dokaj abstrakten cilj, je precej lahko poenoten za skupno dobro. Pot, kako do tega cilja prideti, pa vsak, mislim, lahko pa vidimo različne. No, ampak zdaj lahko pa en del mislim, jaz mislim pa, da je tudi možno, da se glede skupnega dobrega ne strinjamo, ne? Ali pa da mogoče ena politična opcija ali pa rečemo družbena struktura ali družbena skupina kot en skupno dobro dojema nekaj, kar druga niti podrazno ne. A veš, zdaj, ne vem, jaz se mi zdi, da pluralni družbi to lahko pride veliko bolj do izraza kot v eni homogeni, ne. Zdaj, kako pa v teh primerih iskati en rešitev, en konsens, tudi vprašljivo, no? Je pa en izziv za celotno družbo. Ne? Tukaj se mi zdi, da pride do izraza še ena druga definicija politike, ki je prej Peter nisi še povedal. Ne? Nekateri definirajo politiko tudi kot umetnost možnega. Se pravi, kako zapeljati stvari, pa kako pač na nek možen način reševati te probleme. Ne.
tle pač recimo, kadar pridemo do te točke, ko se glede nečesa ne strinjamo, ne, imamo pač, ne vem, v demokraciji neko varianto volitev, ne, ampak so pa tudi še drugi, da nimamo, ker če bi šli zgolj na to, bi bila enostavno pol diktatura večine, ne, tako da imamo recimo tudi še neke varovalne mehanizme, ki tudi tle pač pazijo, da ni samo neka množica, kamor gre. Ravnotežje in zavore, ne? Checks and balances, oziroma kakorkoli se temu že reče. Ne? Ja, da lahko dejansko potem v neki pluralni družbi, no, kot sem prej omenil, nekako izpogajamo, ne? Da res vidimo, kaj je tisto za skupno dobro, za katerega se res prizadevamo. Ne? Spravi, to potem vsekakor niso neki, ni to nekaj čisto enoznačnega. No? Ja, jaz mislim, da politika mora tudi do neke mere ustvariti en prostor ali pa eno kulturo, no, kjer mogoče pa tudi ta konflikt lahko pride do izraza. Ne? Zdaj mislim konflikt ne v enem vojaškem smislu ali pa ampak tako. No, trg idej, tako je mogoče boljši termin. Ne? Ja, da mogoče tudi družba je nekaj fluidnega, ne, se spreminja, no, in mogoče ene skupno dobro, ki je bilo aktualno 100 let nazaj, mogoče danes ni več aktualno. Ne. In se pravi, ta skupno dobro mora tudi nekako se spreminja. Ne. No, mislim, demokracija naj bi to kulturo omogočala. Ne. Ja, prav to je tisto, kar nam daje možnost, da nekako naglasimo to, kar razmišljamo, kar si mislimo, za kar si prizadevamo, ne, podpremo določene ljudi in potem oni to izvršijo v imenu nas, oziroma vse to je neka idealizirana podoba vsega skupaj. Zdaj, jaz mislim tudi, da je ena stvar, ki je zelo pomembna, ki je pa mogoče Maršetov Peter prej omenil, ne. Se pravi, te varovalke, ne, da se pravi, večina ne vsiljuje neke pozicije, nekega nad manjšino. Ne. To se mi zdi tudi pomembno, no, za eno pluralno družbo. Ne. Ker dostikrat se lahko zgodi, da se sklicuje na demokratičen proces. Ne. Ja. Zdaj, ta večina, vemo tudi v preteklosti, v zgodovini, je lahko legitimno izvoljena opcija, naredi tudi veliko škode. Ne. Ja. Recimo pogledamo sam fašizem, nacizem, ne. Pa, tudi komunizem konec koncev. Se skupno dobro ni nujno glih ta kolektiv, se pravi pač agregat kolektivnih posameznih interesov, ne, recimo pač, ali pa recimo še bolj mogoče kot nekih strahov in frustracij, ne, ki se mogoče manifestirajo tudi na kakšnih, mislim, kot človek voli je cela serija nekih recimo faktorjev, ki vplivajo na to, kako bo izbral, in sam končni rezultat ne pomeni nujno tega najvišjega skupnega dobrega. Sej, kar si Janez omenil, da pač tudi nacisti so na demokratičnih volitvah recimo zmagali. Ne. Je pa se mi zdi mogoče najbližji približek iskanja, ne, ali pa možnosti za iskanje, ne. Zato, ker pač iščemo na bazi celotne populacije ali pa recimo velikega dela populacije, ki se udeleži volitev, iščemo pač nek ta približek, kaj bi to bilo. Mislim pa, da zdaj pa ne pridemo do nekega ideala ali pa da bi zdaj rekli, ok, to, kar smo zvolili, je pa zdaj absolutno skupno dobro. To je pač nek agregat, različnih faktorjev, ki so se pač na volitvah izkazali. Ne. Je pa še zmeraj najbližji približek iskanju v primerjavi recimo z drugimi sistemi, kjer pač ne en človek ali pa ena majhna skupinca postavlja tisto, kar mislijo oni, recimo, ali pa postavlja v ospredje tisto, kar mislijo, da bi pač po njihovem bilo skupno dobro. Spravi, če bi zdaj v bistvu govorili o skupnem dobrem v demokraciji, recimo, tako da jasno povemo, ne, ali dejansko lahko govorimo o skupnem dobrem celotne družbe? Jaz mislim, da neke mere, ja. Vsaj v nekem abstraktnem smislu ali pa vsaj v nekem teoretičnem smislu,
bi po mojem lahko rekel, da ja. Vprašanje je pa potem praksa. Ne. Tako kot je že prej Peter omenil, ne. Eden od skupnih dobro je že samo, ne, dostojanstvo posameznika, ne, osebe. Ne. To se mi zdi, da se vsi strinjamo. Ne. In če se ne, je že problematično v tem smislu. No. Če se kdo ne. No. Mislim, v današnji družbi imamo ta problem. Ne. V današnji družbi se pojavljajo posamezniki, ki pač recimo na podlagi neke utilitaristične etike pač ocenjujejo več ali pa manj vrednost konkretnih posameznikov. Ne. Tako da v tem smislu jaz bi se tle strinjal, da pač to je skupno dobro, ne pomeni pa nujno, da se vsi s tem strinjajo. Spravi, gre pravzaprav za neko navidez precej spet absurdno držo do tega. Ne. Skupno dobro kot nekaj, glede česar se vsi ljudje ne strinjajo. Ne. Ampak je pač, ne vem, za neko časovno obdobje postavljeno za tisto skupno dobro kot nedosegljiv ideal. Ne, jaz mislim, da če govorimo o skupnem dobrem, je to pač res nek, mogoče res nedosegljiv ali pa precej težko dosegljiv ideal. To, kar se pa skozi čas spreminja v različnih družbah, se mi zdi, pa naše dojemanje, kaj bi to bilo, ne? Kaj je tisto, kar nam koristi, ali pa posledično potem tudi še kombinacija različnih parcialnih interesov, ki mogoče niso skupno dobro, pa so v določenem trenutku ali pa na določenem območju pač prevladali, ker so uspeli prepričati dovolj ljudi, da je to recimo skupno dobro, čeprav mogoče ni. Ja, zdaj, ko si omenil te parcialne interese, ne, bi lahko dejansko šli nekoliko razširiti to našo temo in v igro uvedli to, kar posameznik obravnava kot to dobro, ne, se pravi neke sorte privatno dobro. Ne. Do katere mere lahko dejansko država, ne, kot neka institucija, ne, ki skrbi za skupno dobro, do katere mere lahko pravzaprav povozi željo posameznika po privatnem dobrem, da zagotovi skupno dobro. Ja, tako ena izmed recimo stvari, ki bi tle bila, skoraj gotovo bi lahko ena izmed stvari pri skupnem dobrem bilo tudi nekako, se pravi, da tudi posameznik recimo ima pač čim boljše možnosti, da vključuje to tudi nek razvoj vsakega posameznika, pa čim boljši razvoj vsakega posameznika. Je pa tle pri tem recimo posameznikovem interesu, mislim, da zelo jasno to neko zlato pravilo, ne, da se pač tvoje svoboščine končajo tam, kjer se začnejo svoboščine nekoga drugega. Ne. Se pravi, to je neko tako, kako bi rekel, zlato pravilo. Ne. Zato da pa mi svoje interese, ne, ki so nam skupni, lahko uveljavljamo pač določen del te svoje svobode ali pa določen del suverenosti, ki ga imamo, pač prenesemo na nek višji organ, ki potem pač za nas skupaj neko stvar naredi. Ne. Se pravi, pač ker sami ne moramo, ne vem, zgraditi ceste, ne, pač vsi skupaj damo vsak nekaj denarja državi, da država za nas zgradi cesto. Ne. To je recimo neka taka, pač se mi zdi zadeva. Ne. In država postavi recimo neka pravila, ki veljajo za nas vse, zato da pač mi lažje prosperiramo, lažje se razvijamo, oziroma lažje pač v svoji svobodi živimo, ne, in gradimo svoj razvoj. Ne. Je tako, no. Mislim, meni se zdi tudi to razmerje zelo krhko. Ne. Po eni strani lahko recimo tudi ne vem, prav to zanašanje na državne aparate človeku tudi ga poleni, če tako po domače povem. Ne. Se pravi, da ne razvije sam maksimuma. Ne. Osebno dobro mora z roko v roko iti v skupnem dobrem. Ne. Se pravi, tudi kaj dojemanje osebnega dobrega mogoče je mogoče še bolj težje ga določiti kot skupno dobro, ne? Ker kaj je res tisto dobro, ki mi pripada, ne? Zdaj, če bom jaz zaprt v svoj svet, ne, bom lahko hitro
ugotovim, da so mi krščene pravice, ker zdaj bo en banalen primer, zato ker nimam pravico nimam tako dobre službe, nimam pravico do tazga denarja, ne morem imeti tazga avta kot sosed. No, zdaj pač to je malo čuden primer, no, ampak lahko pridemo tudi v tej skrajnosti, ne. Tako da ne vem, meni prihaja na misel res Václav Havel, ki v enem svojem eseju piše prav o temu, da v bistvu sprememba družbe proti eni družbi, recimo lahko etični, se začne prav spremembo osebe, ne? Ker ti narediš prvi korak. Ne? In prek teh prvih korakov se izoblikuje potem družba, ki iz konkretnega problema. Ne? Se ga ne rešuje iz enega aparata, ki je nad nami, ampak se konkretno, v konkretnosti, ne? Se pravi. Zdaj... Tu me nekako spomne na to, na pojem blagega absolutizma. Ne? Sploh to, kar si povedal, da se posameznik lahko slejko prej zelo poleni, ne? Če neka institucija nad njim vse izvršuje namesto njega. Ne? To, po mojem mnenju... Pa mogoče, da se popravim, mogoče poleni ni pravi izraz. Jaz bi rekel, mogoče bolje apatičen rata. Ne? Apatičen postane, ja. Ja, se to tisto, ne, kar se meni zdi zelo zanimivo, ne, ker potem lahko te višje inštance to nekako začnejo izkoriščati. Ne, in prav iz tega pride ta pojem blagega absolutizma, ki ni dejanski absolutizem, ampak je samo nekako prikrito, implicitno v praksi absolutizem, s tem, da ljudem damo, omogočimo, da lahko počnejo to, kar jim je všeč, ne? Na nek način kruha in iger, ne? Sami vladajoči sloj, oziroma kakorkoli bi temu rekel, ne? Se bo pa ukvarjal s pomembnimi problemi. In to je zelo tak zanimiv pojem, zanimivo opažanje. Ne? Ne vem, spomnim se več, kdo je že avtor tega pojma, kdo se je tega pojma spomnil, ampak je vsekakor zelo zanimiv in tudi precej strašljiv. In mene osebno res pozove k temu, da se informiram in da izoblikujem svoja lastna stališča o stvareh in da vidim, kaj je moje privatno dobro, oziroma da to izkristaliziram in tudi presodim, kako se moje privatno dobro sklada ali pa ne sklada z neko trenutno vizijo skupnega dobrega. No, jaz mislim, da tudi je možno tako enopatijo začutiti v današnji družbi. Ne? Recimo, kakšne take floskule so zelo znane, no, pa sej ne moramo nič spremeniti, sej so vsi glih, pa tako naprej. Ne? Zdaj, mogoče bom naredil analogijo, ampak v eni knjigi sem bral, kjer je v bistvu bilo, zdaj bom res preskočil v druge vode, ampak se mi zdi zelo pomembno, zelo podobno. Ne? Mislim, da je Raniero Cantalamessa v eni knjigi, mislim, da v Boštvu je bilo napisano, ne, kako lahko Bog sploh obstaja tako bitje, ne, sočutno, da je toliko ogromno revežev, pa gor pa dol, pa levo pa desno. Ne. In potem je odgovor temu človeku bi bil lahko, ne, kako da ni nič naredil, tebe je naredil. Ne. Se pravi, a veš, to je tako, ne, človek se vidi zelo hitro lahko izven tega, ne? Da ni zaobjet v ta proces skupnega dobrega. Ne? Da je to mogoče res politika, tisto, kar se dogaja v parlamentu, ni pa nekaj, kar se me ga tiče na osebnem nivoju. Ne? In v tem smislu se mi zdi, da to je ena pozicija, ki jo mogoče izjava pa Pija 11. zagovarja. Ne? Ja, zdaj, če lahko samo skočim, pa to preberem, ne? Ker Pij 11. pravi tudi, da so vsi kristjani dolžni biti politično vpleteni. Tako je. Zdaj to ne pomeni, da gremo vsi da smo vsi izvoljeni v parlament. Ne? Prav v tem smislu jaz mislim, ne? Da se ti prizadevaš na osebnem področju. Ne? Politika kot taka, ne, je, jaz bi rekel, to iskanje tega dobrega. Zdaj, tako kot iščemo resnico, pa pač jo bolj ali pa manj dobro najdemo, ne, je tudi iskanje tega skupnega dobrega pač
bolj ali pa manj najdeno v nekem danem trenutku. In jaz tle razumem to poklicanost, recimo, ki jo nalaga papež, Pij XII, s tem, ko pošilja ljudi, ker pač reče, ja, iščite skupaj z drugimi to skupno dobro, ki je politika, oziroma ki ga prek politike iščemo. Problem, ki pa nastane, se mi zdi, je pa to, da sama politika, recimo v današnjih strukturah, pa se tudi skozi zgodovino ni bilo bistveno drugače, pač človeku predstavlja neko moč, predstavlja neko, se pravi, nekdo, ki je pač v nekem trenutku na oblasti, je to ena taka velika skušnjava, se mi zdi, ki se ta velika skušnjava moči, ki se pač pojavlja in če recimo ni zelo pazljiv, ga to človeka zelo hitro, se mi zdi, pač potegne. In v interesu nekoga, ki pač potem pozabi na to, zakaj je prišel na oblast, in je tam pač iz tega svojega bildanja in lastnega egota ali pa nekega pač te moči, ki mu je to daje, potem ima v interesu, da so drugi pasivni. Zato je pa še toliko bolj pomembno ta odgovornost vseh ostalih, še posebej pač, da papež pač tle nagovarja kristjane, ker je pač vodja kristjanov, vsakega posameznika, da se angažira pa pomaga k temu iskanju. No, jaz, če se ne motim, mislim, da Platon je zdaj ne vem, ker modelu, mislim, da je Republika, ko govori o tisti prispodobi o jami. Mislim, da tam on, pa tudi kasneje za politiko, pravi, da v bistvu bi mogli to politiko tisti ljudje, ki si ne želijo tega. Ali pa so to res filozofi, politiki filozofi, se pravi tisti, ki ljubijo in iščejo resnico. Tako se mi zdi zanimivo, ko si prej Peter tudi pomenil to. In tudi, če se vrnem nazaj na Václava Havla, mislim, da tudi on v tem svojem eseju prav to poudarja. V bistvu življenje v resnici. Da disident, kot ga on imenuje, se pravi tisti, ki je usmerjen k enemu skupnemu dobru, je tisti, ki želi živeti v resnici in jo išče skupaj z ostalimi. In se tako v bistvu gradi ena družba. V bistvu začneš res od spodaj gor, ne pa od spodaj dol. Zdaj, koliko je to v praksi spet, mislim, da se sliši, koliko je pa to v praksi mogoče, je pa spet drugo vprašanje. To se mi zdaj, že ves ta čas se mi to zdeva, da sam še nikoli nisem na tak način gledal na politiko v povezavi z krščansko dolžnostjo. Zato, ker gre pravzaprav za obliko dobrodelnosti. To je, zame osebno je to en tak vidik, ki je ostal precej zakrit in sicer sploh zaradi enega javnega mnenja o politiki, ki sem ga že omenil na začetku, da gre pravzaprav za nek umazan posel in nujno zlo. In to se meni osebno zdi kar precej osvežilna misel pravzaprav. Imeti skozi pred sabo to, kar je v politiki povedal papež Pij XI, da je to pravzaprav dolžnost vseh kristjanov. Jaz si to predstavljam na tak način, da nismo indiferentni do stvari. Da življenje cerkve ni življenje na nekem oblačku, v nekem mehurčku, ampak je življenje na tem svetu, še kako prizemljeno, in da se tudi življenja cerkve tičejo vse te odločitve, ki pa potekajo v parlamentu, v naši državi. Jaz mislim, da je to lahko za marsikoga dobra spodbuda. Sploh danes, ko marsikdaj preberemo, ki je na internetu kakšen malo umazan komentar, češ, da je treba duhovnike držati v zakristijah, oziroma kakorkoli že to sporočilo v besedijo, ampak resnica oziroma naša resnica je pa ravno obratna. Se pravi, biti zunaj, se opredeljevati, se odločati, premišljati in tako naprej. Čisto po naravi stvari je tako, da nekdo,
ki ima oblast, ki lahko pač stvari postavlja do neke mere, recimo po svoji volji, nima nekega velikega interesa, da bi pač to oblast predajal drugim. V tem je recimo čar demokracije, da ima te sisteme zavor in ravnotežij, ki pač omogočajo, da ni en človek prav predolg ali pa ena skupina načeloma prav predolg, ampak v resnici, v praksi, mislim, z razlogom imamo malo ta občutek, recimo, te umaznosti, ker v praksi pogosto gre za to, kaj umazano igro. Pač, če samo pogledamo, kako potekajo stvari in v parlamentu, in na kakšnem lokalnem nivoju, in v medijih in tako naprej, pač je tukaj precej umazane igre v praksi. Zato je ta občutek še toliko bolj realen. In je v bistvu, če me vprašaš, namenjen temu, da bi recimo imeli ta občutek in bi se zato držali stran. Zato, ker potem ne bi ogrožali tistih, ki recimo pač želijo ostati na oblasti. Ja, meni je tudi zanimivo, da tako ta osebna prepričanja pri grajenju skupnega, do katere mere se pa lahko zlijajo skupaj. Se pravi, en del politike je tudi ideologija. A ne bo to v pozitivnem ali pa negativnem smislu. Se pravi, a je to eno prepričanje, kjer ti misliš, da lahko prideš, kot smo prej govorili, do skupnega dobra na ta dotičen način, medtem ko nekdo drug bo pa lahko rekel, to ni ta prav način, je moj način pravi. Zdaj, do katere mere lahko pa ta osebna pozicija ali pozicija enega dela družbe kreira eno skupno blaginjo, skupno dobro ali pa skupen mir tudi konec koncev. Je pa spet eno vprašanje. Jaz bi se vrnil mogoče, prej, ko smo rekli, k tistemu iskanju resnice in iskanju skupnega dobrega. Tako kot pri iskanju resnice, se mi zdi, da noben posameznik ne zna ali pa ni zmožen odkriti vse resnice. Kolektivno, pa to že, smo pa že bližje. Tako se mi zdi, da recimo na nek podoben način nobena posamezna politična skupina ali pa nek politični kandidat težko sam odkrije, recimo, ali pa pride do tega absolutnega nekega skupnega dobrega, ampak pač usmeri družbo v eno smer in potem, ko se to malo zamenja, pridejo volitve, pa se malo drugi ljudje pridejo na oblast, potem z malo drugimi vizijami spet malo popravijo. Redko kdaj je ena oblast totalno radikalna. V svojih demokracijah pač, če se še sklepa kakšne koalicije, imaš nek konsens, malo obrneš smer in tako se mi zdi, da se nekako tudi to, da je več, pač, da smo mogoče dva pola, pač malo časa na oblasti eden, malo drugi in na koncu pridemo do neke pač sredinske poti, mogoče malo zavijugamo, ampak recimo na dolgi rok smo nekje v tej sredini, ki je pač vsak pridal nekaj. Zato je zanimivo, Vse to, kar si zdaj povedal, se mi zdi zelo zanimivo, zato ker se mi potem postavlja vprašanje, ali je lahko pravzaprav ideologija v demokraciji sploh ovira pri iskanju skupnega dobrega. To, kar si ti vprašal prej, Janez. Če imamo mi nek urejen, uzakonjen sistem, v katerem se oblast menjava, se politična opcija menjava, vsaka oblast prakticira neko svojo ideologijo pravzaprav. In vsaka oblast ima na ta način dolžnost, s tem, ko je izvoljena, da vodi ljudi do skupnega dobrega, kot to skupno dobro konceptualizira znotraj svoje ideologije. Se pravi, ideologija pravzaprav na nek način sploh ni ovira za iskanje skupnega dobrega. No, kaj pa, če se oblast ne menja? Mislim, pridemo spet odvisno je tudi od političnega telesa, se pravi, kdo od volivcev, v primeru demokracije, ampak ne vem,
Jaz mislim, da je to res odvisno, kako definiraš tudi ideologijo. Ne? Ja. A je to res ena usmeritev politična? Ne, mi ta ideja od spodaj zgor mi zelo simpatična. Zdaj. Ideologija je lahko tudi v tem negativnem smislu. Ne? Je en sistem, en idejni sistem, ki je perfekten in da boš prišel do enega cilja, ga moraš lepo popredalčkati, pa izpeljati, tako kot si zamislil. Ne? Zdaj, kaj pa, če je realna situacija drugačna, kot si ti zamislil? Ne? To pa pride do enega konflikta, ali pa recimo, ti si, zdaj bom jaz karikiral, imaš eno pozicijo iz Ljubljane, ne? Pa recimo v Mariboru, ki je problematika drugačna. Ne? Če se ti ne poglobiš v problematiko Maribora, ne vem, če boš lahko maksimalno rešil to problematiko, ki je v Mariboru, kjer je v Ljubljani drugačna. Ampak če boš ti gledal za ne vem, če prav izraz, ampak bom rekel ideološke perspektive, da tako, ko funkcionira v Ljubljani, mora delovati tudi v Mariboru, lahko narediš veliko več škode, kakor koristi. Ne? Ja. In pa smo spet nazaj pri resnici, ki je rekel prej Peter. Ne? Se pravi, ideologija v neke mere je lahko ena usmerjenost, način reševanja, ampak mora biti v službi resnice ali po službi, zelo filozofsko se to sliši. Ali pa zelo konkretno. Ja. Jaz bi se tukaj naslovil na to, kar si rekel, Janez, in bi pozoril še na eno načelo, ki je v politiki zelo pomembno, pa pogosto zapostavljeno, glih zaradi tega, ker gre za to, da pač, ko si enkrat na oblasti, tisti, ki je na oblasti, želi čim več oblasti imeti zase, oziroma s čim več moči, pogosto, zdaj v neoptimalnih. Ampak eno pomembno načelo politike je tudi subsidiarnost, oziroma tega uravnavanja družbe. Se pravi, da vsak problem rešuješ na najnižjem možnem nivoju. Se pravi, če imam jaz en problem, ki ga lahko rešim sam, ga ne rešuje zame država. In če lahko ta problem reši moja družina, ga reši moja družina. In če družina ne more, ga reši lokalna skupnost. In če lokalna skupnost ne more, pokrajina, država, potem naprej in tako. Se pravi, da vsak problem rešujemo na tistem nivoju, kjer je, ker potem imamo bistveno manj teh težav, recimo, da pač nekdo iz perspektive iz Ljubljane rešuje probleme prek Murja, ki jih mogoče niti ne razume. Ali pa Afrike še bolj. Ena stvar, ki si prej omenil, da si politiko recimo velikokrat vidimo nekako ful na nekem visokem smislu, neki poslanci pa predsedniki vlade, pa to, da je to nekaj, kar je v bistvu od nas ful oddaljeno, nekaj, kar pač v bistvu nas lahko tudi ful ne zanima, pa se nam zdi, da nima to nobene veze z nami. Po drugi strani pa v bistvu se vsakodnevno ukvarjamo s tem, mislim, čisto praktično. Potem, kaj se učiš v šoli, na faksu, po kakšni cesti se pelješ, koliko tvojega zaslužka ti ostane, kaj se dela s preostankom, koliko imaš štipendijo, nimaš štipendijo. Mislim, ki imaš kje za živeti, je ful v bistvu povezano, ful se tiče, mislim, ful se nanaša to na neke zadeve. Pa recimo se mogoče niti ne zavedamo. Od tle se mi zdi, da pol pride tudi mogoče malo ta res vidik, da če je dobra politika, je res neka umetnost dobrega, neko res pomembno dobro delo. Ali pa veliko. Hkrati še glih zato, ker so pač te izkušnjave toliko večje, ker pač res predstavlja neko moč, res ti daje neko, mislim, ko si enkrat v tem imaš neko realno moč, velika skušnjava. Jaz mislim, da prav ta misel o tej skušnjavi, o tem hlepenju po moči, do katerega lahko politika slej ko prej privede, po mojem mnenju še bolj poudari to potrebo po tem, da moramo na politiko gledati kot na obliko dobrodelnosti. In jaz mislim, da je to ena taka odlična točka, ki si jo Peter dal, da lahko z njo potem tudi našo današnjo epizodo zaključimo. Hvala, Peter Merše, ker si bil danes z nama. Hvala za mnenje, ki si jih delil, za tvoje besede. Jaz upam, da je bila ta naša debata zanimiva, da je mogoče marsikomu prinesla
še kakšen nov vidik, no, še kakšen nov pogled na politiko, mogoče še bolj tako izkristalizirali ta krščanski pogled na politiko, namreč od tega smo se koliko dotaknili. Tako da jaz bi potem na tem mestu našo današnjo oddajo zaključil. Hvala lepa za poslušanje in se slišimo potem naslednjič. Do naslednjič. Nasvidenje. Adijo.